Mestna občina Kranj je imela do včeraj več kot 20 let stare odprte terjatve v skupnem znesku 95.000 evrov, za katere je pravna služba ugotovila, da so neizvedljive. To so terjatve nekatere, ki so iz leta 97, 98 iz naslova kreditov, ki jih je dajala občina. Nažalost, takrat teh terjatev niso zavarovali ali z hipotekami ali z zavarovanji, zato so danes neizterljive. V letošnjem letu je mestni občini uspelo znižati stroške gradenj za okoli 45%. Med predlaganimi projekti je tudi izgradnja javnih sanitarij v mestnem jedru. Projektna dokumentacija je narejena, lokacija je v bivši Šifrerjevi gostilni, investicija okrog 50.000 evrov, torej zelo lep, modern WC z materiali, praktično neuničljivimi, z videonadzorom, z ultravijoličnimi svetilkami, ki preprečujejo uporabo igel narkomanom, skratka zelo modern in prijeten WC. Poleg javnih sanitarij sta med začrtanimi projekti tudi obnovi dveh iztrošenih objektov. Pomožno igrišče v športnem centru v Kranju, kjer je umetna trava že tako obrabljena, da se praktično vidi podlaga. Tam trenira 200 otrok, letno je 200 tekem, zato smo mestnemu svetu predlagali, da odobri ta sredstva, da potrdi. Izvedbo bo delal Zavod za šport preko razpisa. In pa ena od občinskih stavb na Hujah, kjer imajo prostore strelsko društvo, je nujno potrebno obnove, ker streha že zamaka in se dela škoda, zato smo predlagali še to. Mestni svet je te 3 predloge z večino potrdil, tako da bomo naredili vse, da v letošnjem letu to tudi izvedemo. Svetniki so odobrili tudi sredstva v višini 61.000 evrov za brezžični dostop do spleta na območju celotne občine. Cilj je ne samo, da pokrijemo stari Kranj, ampak da pokrijemo, mislim, da preko 80% mestne občine. Še posebej je to pomembno za krajevne skupnosti, ker bo brezplačni Wi-Fi tudi v prostorih krajevnih skupnosti, v okolici objektov, kjer se zbira veliko ljudi, tipično domovi krajevne skupnosti, domovi, gasilski domovi, trgi in tako naprej. Zadeva je kar kompleksna, načini so različni, izvajalci so pa tipično ali lokalna podjetja, ki se ukvarjajo s to tehnologijo, ali pa nacionalni operaterji, kot so Telekom, Simobil, Telemach. Če bodo javna naročila sprejeta brez pritožb in revizij, naj bi bil brezžični dostop do spleta omogočen že v letošnjem letu.